bilo nekaj takega, kot da bi še enkrat poslušali novinarsko konferenco Nike Kovač. Direktor Sove predstavil materialne dokaze, ki ste ga vi pozvali, da naj jih pokaže? Predstav je to, kar je že pred Sovo špekulirala sta druščina, ki je sta bili model. Ampak je predstavil dokaze ali ni materialne? Kot rečeno, to nobene slike ni bilo. Jaz sem direktorja Sove vprašal, oziroma sem ga prosil, da predstavi slike s Trstenjakove, kjer ima eden od uslužbencev Sove najeto stanovanje, kjer našo stranko snemajo zdaj že leto pa pol. Vendar tega ni bilo. Jaz seveda tudi zanikal, da bi Sova imela. Ali so vas kakorkoli kazensko ovadili? Ne, vemo, poznamo tudi ime in ko bo v naslednjem mandatu vzpostavljen parlamentarni nadzor nad Sovo, bodo te stvari razčiščene. Ali so vas kazensko vas ovadili ali stranko? Prvič slišim, da bi koga kazensko ovadili. Govorijo samo o tem, da so predali zadeve policiji. Direktor Sove ni znal pojasniti, kaj v teh objavljenih posnetkih naj bi ogrožalo nacionalno varnost, ker se tam govori o korupciji. Ni znal pojasniti, kakšna je definicija paraobveščevalne službe. Skratka, gre za priznanje zlorabe državnih institucij v predvolilne namene. Največja zadrega pa je nastala, ko sem jaz vprašal, kdo je pa posnel Vesno Vuković pa Andreja Ribiča in tukaj je bila strašanska nervoza. Pa boste vi zdaj potrdili ali zanikali, ali so te trije predstavniki, kot trdi Sova, bili na sedežu SDS-a? Ne, jaz sem to že stokrat povedal, da gospod Gjora je bil na sedežu stranke, da ga jaz poznam. Prvič sem slišal zdaj, da dela za neko paraobveščevalno službo. Mimogrede, če preverite, kaj ta Black Cube je, to je pač detektivska agencija, ki se ukvarja z korporacijskim pridobivanjem dokazov v sodnih sporih. Vse ostalo, kar ste slišali tukaj v Sloveniji, je več ali manj dodano. V nobenem primeru ne gre, če gre res za to podjetje, za neko tajno službo. Obstajajo tajne službe, zelo verjetno so bile tajne službe vmešane v dogajanje v Sloveniji in zaradi tega vmešavanja je vlada Republike Slovenije odstopila od tožbe proti Izraelu. In to potem, ko je bilo objavljenih prvih 5 ali 6 posnetkov. Potem, ko so odstopili, je bil objavljen samo še eden od 4 ali 5 še najavljenih na spletni strani, se mislim, da še vedno obstaja. Ni nič objavljeno, prišla pa je zahvala izraelske vlade za to, da je Slovenija umaknila tožbo. Tako da, če komu še tukaj kaj ni jasno, pol res ne vem, kje živi. Ampak bili so pa objavljeni novi posnetki potem, ko je vlada sprejela odločitev, da se ne pridruži tožbi? Ja, bil je objavljen samo še en posnetek in tukaj smo vprašali gospoda Vojka, če je kaj komunikacija zatajila, pa se je samo nasmihal. Ali še zmeraj vztrajate, da se samo z gospodom Elandom srečali na Trstenjakovi, kaj pa gospod Zorela, pa gospod Sur, ki ne bi bila po podatkih Sove tudi na sedežu stranke 11. decembra? Glejte, za ta imena sem jaz slišal prvič. Res je, da je imel on vedno šoferja, pa še koga, enkrat je bil z njim nek diplomat slovenski, tako da, gledajte. Kje pa sta bila gospod Zorela pa gospod Surčane na Trstenjakovi takrat? Kot rečeno, jaz sem za ta imena prvič slišal zdaj, ko se je to začelo rolati. Gospod Janša, pred jutrišnjim kosilom, s kakšnimi izhodišči prihajate tja, oziroma ali tudi vi tipate teren za sestavo vlade v tej poziciji? O katerem kosilu govorite? Oziroma srečanje jutrišnje. Jutri ni. Ja, mislim, ne. Kakšno imate vi izhodišča? Ne, mi imamo židovsko zvezdo tukaj, nas niso povabili, mi smo kao nedemokratična stranka. Vi imate srečo, ker niste iz Planeta ali pa iz Nove 24. ve, ker vas sicer tudi ne bi povabili v štab Svobode. Pač takle imamo. Kako pa komentirate, da gospod Logar gre k gospodu Golobu na sestanek? Če bi jaz povabljen, bi tudi šel, ker je to normalno, da se pač v tem času pogovarjaš, bi imel sicer zadržke, ker nimamo še uradnih rezultatov oziroma nimamo niti še preverjenih rezultatov, ker so in še bodo vložene številne pritožbe glede samega volilnega postopka.
ampak če tega ne bilo oziroma ko bo to razčiščeno, pa če mene katerakoli druga stranka povabi na pogovor, bi jaz tja šel. Ne glede na to, če so me prej izključevali. Ali boste tudi vi skušali sestaviti vlado? Glejte, ko se bodo stvari razjasnile, ko bomo dobili uradne ali pa vsaj neuradne rezultate teh volitev, se bomo začeli o tem pogovarjati. Zdaj se predvsem ukvarjamo s tem, da skušamo spraviti te pravne okvire, pritožbe, ki prihajajo ne samo z cele Slovenije, prihaja z celega sveta, ker ljudje niso dobili glasovnic, na 5 minut mi nekdo pošlje, da so zahtevali, da so doslej volili, zdaj pa niso. Še poseben problem je Kanada, Avstralija, Argentina, Združene države, to so pač območja, iz katerih je veliko glasov prihajalo za Slovensko demokratsko stranko iz tujine in zdaj ljudje množično poročajo, da pač glasovnic sploh niso dobili. Kje pa vi vidite resnico? Bi sodelovali z resnico v vladi? Slovenska demokratska stranka je verjetno edina stranka, ki že desetletja ponavlja, da mi ne izključujemo nikogar. Do resnice pa pridemo takrat, ko se da pač programe na mizo in ko se skuša oblikovati koalicijska pogodba. Mi ne gledamo na druge kot na tiste, ki imajo kakšno zvezdo prilepljeno tukaj in so zaradi tega garjali. Ste govorili s predsednikom katere od novo izvoljenih strank? Ja, vse sem videl tukaj. V glavnem so bili vsi šokirani. Ja, pač na tem, da so slišali isto kot na novinarski konferenci Nike Kovač. Pa bi vodili manjšinsko vlado? S tem, da direktor Sove tudi ni znal pojasniti, kako to, da je Nika Kovač pa nekaj novinarjev dan pred novinarsko konferenco Sove govorilo isto. Gospod Janša, bi vodili manjšinsko vlado, če bi bila resnica konstruktivna opozicija? Ne, Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala manjšinsko vlado v tej situaciji. Lahko pa rečem še to, da prvi del razprave na seji tega organa, to ni bil Svet za nacionalno varnost. Jaz sem danes izvedel, da opozicija sploh ni član. Kadarkoli smo mi vodili vlado, smo imeli Svet za nacionalno varnost, kjer je bil zraven tudi predsednik največje opozicijske stranke in smo se tega dosledno držali. Zdaj pa pravijo, da je nek odlok, kjer se lahko povabi kogarkoli, pa še potem so komplicirali z gospodom Stevanovićem, da nima nekih pooblastil, jaz ne vem, kakšna pooblastila bi rabil za to, kar smo danes tukaj slišali. Tako da, gledajte, stvari so, kar se tega tiče, izjemno čudne in bo treba postaviti na svoje mesto. Lahko rečem še to, da sem jaz predlagal, da se obravnava tudi trenutno največje varnostno tveganje znotraj Evropske unije, to je slovenska komisarka v Evropski komisiji Marta Kos. Razkrila se je, da je lagala evropskim poslancem, objavljeni so bili dokazi, iz katerih nedvoumno izhaja, da je sodelovala z jugoslovansko tajno policijo v tujini. Evropski parlament bo ponovil delno to zaslišanje naslednji teden, vendar v čem je problem? Problem je v tem, da je ona v Evropski komisiji zadolžena za širitev Evropske unije, Srbija je kandidatka in zadolžena je za Ukrajino. Arhivi, celotni arhivi jugoslovanske tajne policije, se pravi UDBE, službe državne varnosti uradno, so pa v Beogradu. Se pravi to, kar je gospod Omerzo objavil, je 10 dokumentov, ki dokazujejo. V Beogradu je najbrž še 10-krat več tega. In tisti, ki to ima orodje izsiljevanja do nekoga, ki v Evropski komisiji pokriva širitev, kjer je Srbija zraven in Ukrajino, kar je tudi širitev, poleg tega je tukaj ruski faktor, tako da v tem trenutku je to največje varnostno tveganje za Evropo, ki prihaja iz Slovenije in nas bo zaradi tega bolela še glava, večje kot to, kar govori o Madžarski ali pa kar Madžarska dejansko dela glede Ukrajine, ker tam se ve in teh informacij očitno s temi nihče ne deli, Evropska komisija pa drugače. Evropska komisija, kar se tiče Ukrajine, sprejema zdaj ključne odločitve glede financiranja vojaške pomoči in v tej komisiji sedi oseba, o kateri imajo v
Moskvi zelo verjetno zelo obremenjujoče dokaze. Morda samo Ne rečem še to, da če bi gospa Marta Kos v Evropskem parlamentu rekla, ok, sem sodelovala, sem bila mlada, naivna, obžalujem in tako naprej, potem to verjetno ni bil problem, ker nič ne bi mogel izsiljevati, ampak ona je izrecno zanikala, ne, kar pomeni, da je vzpostavila argument izsiljevanja in to je zelo velik problem. Mogoče to kako komentirate? No, moram reči to, da moj predlog, da bi pod točko razno razpravljal o tem, ne samo, da ni bil sprejet, ne, bil je tako nekako v stilu Urške Klakočar Zupančič zignoriran. Še to sem želel vprašati, Levica je pred začetkom tega sestanka sporočila, da vi sploh ne bi smeli po njihovem mnenju sodelovati na tem sestanku, ker da ste videli problema. Kako? Zdaj vprašajte kogarkoli, ki je bil na tem sestanku in vam bo povedal, da pravzaprav edini, ki se ni oglasil in je bil najbolj bled na tem sestanku, je bil Luka Mesec. Zakaj po vaši oceni? Ja, to pa njega vprašajte. morda samo Po še moje gre vsako jutro, ko se zbudi na tisto spletno stran, pa gleda, ali je že kaj objavljeno. ste vi na pogovore povabili koga od predsednikov strank oziroma ste morda s kom že sedeli? Ne, to sem že odgovoril prej. Glede. Mi se trenutno ukvarjamo s tem, da Slovenija dobi verodostojne rezultate teh volitev, ker jih zaenkrat še nimamo. Kdaj pa se boste začeli ukvarjati s morebitno sestavo koalicije? Takoj potem. Mogoče se še na kratko to danes ste objavili na X-u posneti, ker pravite, da so tujci zraven oziroma na sedežu Svobode. Kaj ste s tem mislili? Ja, to, kar smo objavili, ne, s tem, da seveda to, da smo to dobili iz Tel Aviva, je šala, ne, vse ostalo pa drži. Hvala lepa.